Lepo pozdravljeni v 10. letošnjem Belokranjskem obzorniku. 21. aprila smo po vsem svetu obeležili Svetovni dan Zemlje, ki je letos potekal pod geslom Naša moč, naš planet. Poseben dan so z dogodkom obeležili tudi v Črnomlju, kjer so podelili tudi ekološko pohvalo breza. Njen prejemnik je Janez Jerman, dolgoletni član planinskega društva Črnomelj in jamarskega kluba Krka, ki s svojim predanim prostovoljnim delom izjemno prispeva k urejanju, varovanju in ohranjanju okolja občine Črnomelj. Trudim se ohranjati naravo v jamah, tudi v gorah, osveščamo planince, vzgajamo mlade planince, pri jamarjih se tudi z izobraževanjem jamarjev ukvarjamo. Je več kot 50 let že član planinskega društva in ostalih organizacij, ki tako ali drugače skrbijo za naravo, in tudi njegov pečat, ki ga je pustil, pač sodeluje na vseh akcijah in se trudi na vseh področjih. Janez Jerman je, kar se tiče vseh teh naših aktivnosti, preko pravi deloholik, je ključen pri vseh akcijah, pri vseh aktivnostih praktično, ki jih izvajamo. Ogromno odnese. Dejansko je zelo pozitivno motivira tudi vse nas ostale, kajti ob takemu navdušencu, takemu entuzijastu težko ostaneš hladen in je skrajno pozitivna oseba v vseh pogledih. Rad tudi sodeluje z lokalnim prebivalstvom pri čiščenju belokranjskih jam. Je od 650 jam približno 190 onesnaženih, od tega jih je mogoče polovica zelo onesnaženih. Žal so te onesnažene tudi v zajetju vodnih virov, Stražni vrh, Doblička gora in v tem delu, kar pa ni čist okej. Raziskovanje jam je zanj poseben užitek. V jamah bolj doživljaš naravo, v ožinah, v lepotah jame, kapniških tvorbah. Poleg stalagnitov, stalaktitov, stebrov so še ponvice in razni drugi okraski, sigovi okraski. Potem pa živalce, ki so velike 2-3 mm in jih iščeš in jih najdeš. Lepo je, ko pa ugasnem luč, ko sem sam v jami, ampak kakšna vodoravna jama, ki voda kaplja, pa to je glasba. In luč ugasnem. No, spal pa še nisem, bi pa enkrat tudi to želel, ja. Pridobljeno znanje z veseljem prenaša na naslednje rodove. To mi je pa že verjetno bilo položeno ob rojstvu. Bil sem kot mentor mladih gasilcev, po tekmovanju smo hodili, mentor pri folklori, mentor mladih planincev. Pri jamarjih sicer nimamo mladih, ampak delo z mladimi mi kar leži. Pa tudi te pohvale, ko ti po par letih reče kakšen star planinc: Janez, kaj je bilo tam lepo, kak si me tam pelal čez tiste zajle. Ali pa ena planinka je včeraj na izletu, smo bili na Bevkovem vrhu, rekla: Janez, kak si ti lepo poskrbel za mene na 7 jezerih. In to je ta povratna stvar, ki ti dosti pomeni in ti da zagon za naprej. Črnomaljski župan je ponosen na nagrajenca in zadovoljen, ker ekološke graje Kopine tudi letos niso podelili. V zadnjem času se kar trudimo, da tudi te pereče zadeve urejamo. Nekje nam pomaga tudi sreča, nekje, ampak na koncu lahko rečem, da trenutno večjih takih žarišč, kjer bi res bilo neka nevarnost onesnaženja, so trajna, bi rekel, potencijali, in predvsem, kar si posebej želim, je zaščita habitata črnega močerila. Vendar moram reči, da to je tako dolgotrajen postopek in tako kompliciran, da velikokrat naletim na nasprotujoča mnenja, na nasprotujoče ideje, kako bi ta postopek peljali, tako da je včasih kar zabavno, ampak se učim, se trudim. Zdaj, jaz bi tudi rad, da gre to hitrejše, ampak verjamem, da bomo uspeli. Prijetno prireditev bogato s kulturnim programom so izvedli na idiličnem kraju pod Lipami na Gričku. Ja, Griček je ena pljuča Črnomlja. To je park, ki je star, ta drevesa so stara najbrž več kot 150-200 let. In če bi ona znala govoriti, po moje, njih bi morali poslušati in verjetno bi znali veliko dobrega povedati o tem, kako se je včasih počelo in kaj se je počelo, kako pa danes živimo in pravzaprav ogrožamo tudi
ta stoletna drevesa. Živa je narava, v vetru pesem plava, sredi teh gora, sreča je res doma. Sredi teh gora, sreča je res doma. Kulturni center Semič in zgodovinar Janez Weiss sta nedavno razveselila vse ljubitelje zgodovine in gradov. Izšla je namreč monografija Grad Krupa od nastanka do 18. stoletja. Knjiga temelji na novih arhivskih raziskavah in novo odkritih pisnih virih, ki izhajajo iz različnih arhivov. Tako je nastala povsem nova vsebina. Meni je bila na predstavitvi knjige najbolj všeč obisk. Pa ne, da bi s tem hotel reči, da dr. Janez Weiss ni odlično povedal, kar je. Ne, da Duo Le Phoenix ni odlično pričaral vzdušja časa, ko smo ga obravnavali, ampak na koncu dneva je važno, komu govorimo, koga naslavljamo. In današnji obisk je pokazal, da je tukaj eno veliko zanimanje za ene teme, ki niso najbolj enostavne. In to mene navdaja z upanjem za prihodnost. Kulturni center Semič je založnik te knjige. Se pravi, mi smo v tem procesu skrbeli za velik del organizacije. Pred mano se je z njim ukvarjala bivša direktorica Irena Plut. Jaz sem pa v zadnji fazi potem skupaj z Janezom Weissom tudi deloma sourednikoval, čeprav je tu Janez Weiss ogromno naredil sam. Ta čas namreč zajema posest treh pomembnih rodbin. To so Krop von Tutzental, ki so tak dvor postavili, potem Hohenwarterji, ki so ga posedovali kot druga rodbina, in tretja rodbina Purgstall. Torej, te tri rodbine sem se nekako odločil opisati, kajti opisovati samo stavbo brez njenih prebivalcev se mi zdi skrajno neživljenjsko. Ne? Ljudje gradimo stavbe zato, da živimo v njih, ne zato, da so per se, da so same po sebi. Ne? In to pomeni, da grad spoznavamo skozi tri družine, ki so ta grad posedovale. Za razvoj gradu je bila najbolj pomembna rodbina Purgstall. Moritz Purgstall, prvi posestnik iz te družine, spremeni utrjeni dvor Krupa v pravi grad. In to je grad, ki ga vidimo upodobljenega v slavi Vojvodine Kranjske oziroma v topografiji dežele Kranjske od Janeza Vajkarda Balvazorja. Gre za petkotno stavbo z dominantnim stolpom in z očitno precejšnjim palacijem. To je rodbina seveda plemiška, izjemno bojevita, drzna, podpira protestantizem in izjemno poveča svoje posesti v Beli krajini, tako da poseduje na koncu gospodstva Krupa, Pobrežje Gradac, Pusti Gradac in Vinica, in s tem se spremenijo v največjo in najpomembnejšo plemiško rodbino Bele krajine v 16. in 17. stoletju. Knjiga prinaša novo razumevanje tega gradu. Pove jasno, kdo so bili posestniki, izpostavi notranjost gradu, obnovljeno na podlagi zapuščinskih inventarjev, in poudari tudi obrambno funkcijo ter gospodarsko funkcijo gradu. Novi viri odpirajo nova polja, novo znanje, nove razumevanje. Moramo prebrati tisto pisano gotico, razumeti nemščino pravilno in iz nje lahko izvlečemo neke nove slike naše preteklosti, ki so bile prej čisto nepoznane. To je zelo pomemben dokument za občino Semič, za Belo krajino kot celoto, za slovenski prostor in, kot smo danes videli v predstavitvi, tudi za evropski prostor. Zaradi tega, ker ena stvar, ki jo pozabljamo, je, da plemiške rodbine in gradovi, ki so jih te plemiške rodbine posedovale ali pa imele v neke sorte, bi danes rekli, najemu, so bile multietnične, multinacionalne in so delovale po celotni Evropi. Zato knjiga ni pomembna samo za nas, ampak je pomembna tudi za širši evropski prostor. Nažalost, v tej fazi še nimamo angleškega prevoda ali kakšnega prevoda v kakšen drug jezik, ni pa to izključeno v prihodnosti. Teh gradov, ki bi potrebovali zgodbo, je veliko. Moramo pozabiti, da če bi zdaj hotel vedeti, kaj o Hmelniku, ne vem, kje pogledati, oziroma bom dobil zelo skromne podatke, tudi o Grmu, tudi o Mehovem, tudi o Pobrežju, tudi o množici drugih gradov, ki bi zaslužili pozornost, pa je niso dobili. To je naša dediščina, to ni dediščina nekoga drugega. Naši ljudje so te gradove gradili za plemiče, ki so vsaj po veliki večini govorili naš jezik.
torej gremo se zavedati, da je to slovenska dediščina v polnosti. Sedanjost gradu pa ni najlepša. Na občini Semič načrtujejo kar nekaj ukrepov na tej lokaciji. Prijavili smo tudi svoje načrte na Interregov razpis, upamo, da bomo uspešni. Kaj torej načrtujemo? Najprej seveda, da se očisti za rastlinje na tej lokaciji. Na to bi izvedli geofizikalne raziskave, ker nas zanima, kaj je tudi pod zemljo, in te geofizikalne raziskave bi bile tudi potem izhodišča za arheološka izkopavanja. In ko bi ta izkopavanja bila zaključena, seveda potem ustrežno še interpretacija dediščine najti, da to lokacijo in ta grad dobi zopet tisto svojo pomembnost in da se tudi krajani in ostali obiskovalci zavemo, kaj dejansko imamo in kako pomembna je ta kulturna dediščina. Ob uspehu na razpisu naj bi z aktivnostmi začeli prihodnje leto. Na Vinici oziroma v Viniški republiki je bilo nedavno znova praznično. Za promet so zaprli glavno cesto in na osrednjem trgu pripravili veliko celodnevno druženje Malo Južino. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga pripravljajo vsa viniška društva. Tokrat je bilo še posebej slovesno. Praznujemo tudi 40 let športno-turističnega društva Vinica. Kot vidite, je vzdušje zelo pestro. Imamo pester nabor od kulinarike do različnih izdelkov, do ponudbe pijače, do ponudbe programa. V bistvu je Mala Južina zdaj že nekako tradicionalni dogodek. Nekako probamo, da ga delamo na vsakih 5 let, ampak letos je izključno izjema zaradi tega, ker ŠTD praznuje 40-letnico. Ravno zaradi tega smo danes organizirali Malo Južino in vreme nam služi, ogromno ljudi in vzdušje je fenomenalno. Tako da Vinica živi, Viniška republika živi. Gostoljubni ljudje, lepo vreme se je naredilo po nekaj časa dežja, tako da kaj si želiš lepšega kot na sončen dan priti na Vinico in uživati v lepi prireditvi, polni, bogati prireditvi, tako kulinarično kot kulturno, tako da danes bom še kar nekaj časa ostal tukaj na Vinici. V sklopu viniškega praznovanja so izvedli tudi tretji dogodek mednarodnega projekta Jurka, ki povezuje črnomaljsko jurjevanje in karlovški folklorni festival. Današnji dogodek smo združili z enim krasnim dogodkom tukaj na Vinici, Malo Južino. Tako smo zagotovili še bolj pester in poln program, hkrati pa tudi poudarek na kulturno dediščino in pa sodelovanje s sosedno Hrvaško. Pa jako je lijepo u ovom projektu sudjelovati i biti partner naša kulturno-umjetnička društva koja se posebno ponosimo, a znamo da je suradnja s ovim krajem Slovenije svakodnevna. Naši tu mještani koji žive sa jedne strane, sa desne obale Kupe i vi sa lijeve obale Kupe, redovito svakodnevno surađuju. Međutim, kroz ovaj projekt težište dajemo na tradiciju, imamo puno zajedničkih i pjesama i plesova, vrlo sličnih, a na ovaj način omogućujemo da to prenesemo i na one mlade generacije, jer upravo je to cilj ovog projekta, da se ono što je vrijedno u kulturi, u našoj povijesti i tradiciji, da za to čuju naši mladi. Pravzaprav je ta projekt Jurka samo odslikava to, kar mi pravzaprav tu živimo že cel čas. Mi smo povezani, reka Kopa nas ne razdvaja, kot rečemo, ampak nas spaja, in za tem projektom smo samo dobili dodatna sredstva, da lahko podpremo to delovanje društev, folklornih skupin. Pravzaprav ideja je, tudi ime Jurka pomeni jurjevanje, in Karlovac. Karlovac ima zelo velik festival, tudi folklorni, kot v Beli krajini, in smo rekli, prijavimo se na ta evropski projekt, ker Evropa namenja tudi denar za to medkulturno sodelovanje in spoznavanje različnih kultur v okviru Evropske unije. Predvsem gre tle najprej za krepitev povezovanja, sodelovanja, krepitev vezi, mreženje. To je tisti
prvi del, prvi cilj, ki smo si ga zadali. Rezultati moram reči, da so že kar vidni, ker mi bomo začeli v letošnjem letu že z drugim, novim projektom sodelovanja, tako da to se samo še nadgrajuje, krepi. Hkrati smo pa ugotavljali, da ne glede na to, koliko časa bo še projekt in kaj bodo te obveznosti iz projekta zahtevale, da bomo to sodelovanje krepili tudi še vnaprej. Povezav Bele krajine in Hrvaške je zares veliko, marsikatere niti ne poznamo. Ena stvar, ki je zanimiva, ljudje pravzaprav najbrž niti ne vedo, naš en največjih pesnikov, Oton Župančič, je imel korenine tudi na Hrvaškem. Tako da on je že kot mlad fant hodil na Hrvaško, tu v Pribanjce, tu je cerkev Svete Barbare na pokopališče in za tiste, ki ne veste, pesem Pokopališče Svete Barbare je ena najbolj filozofskih in najglobjih njegovih pesmi, za katero se morate kar potruditi, ampak ko jo enkrat v globine spoznate, je to res ena pesnitev, ki pravzaprav tudi na tem duhovnem področju povezuje. Dogajanja na Vinici pa za letos še zdaleč ni konec. Letos tudi Športno-turistično društvo Vinica organizira velik dvodnevni dogodek poletje v Vinici, kjer bo tudi koncert Željko Bebek in pa Mambo Kings, poleg tega tudi tamburaški večer, mednarodni tamburaški večer, kjer se bo predstavilo nekaj tamburaških skupin iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Tako da lepo vabljeni, vse se bo dogajalo julija. Podrobne informacije pa boste lahko dobili na družabnih omrežjih Športno-turističnega društva Vinica. V Črnomlju so tudi letos pripravili festival malega papirnatega gledališča. Nedavno se je namreč odvil že 10. festival Kamišibaja v Beli krajini, kjer so v celodnevnem programu navdušili mlajši in starejši. Pri pripravi festivala so sodelovali Knjižnica Črnomelj, Kulturno-umetniško društvo Zlata skledica, območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj, Društvo Kamišibaj Slovenije, podprla pa ga je tudi občina Črnomelj. Začetnika Kamišibaja v Beli krajini, zakonca Kočevar, sta nad minulim desetletjem navdušena. Ta leta so hitro minila, tako da skoraj ne moremo verjeti, da je minilo že 10 let. V teh 10 letih je Kamišibaj prerasel že v pravo gibanje, tudi v Beli krajini in nasplošno v Sloveniji, tako da ga najdemo že skoraj v vsakem kraju. Zelo veseli smo, da predvsem mladi v Beli krajini obožujejo Kamišibaj, da radi hodijo na delavnice, ki jih organiziramo v knjižnicah, v šolah. To je pa dolgoročno delo. Te mladi Kamišibajkarji od teh velikega števila, upam, da jih bo nekaj ostalo, da se jih bo nekaj zastrupilo s Kamišibajem in da bomo čez 10 let imeli tudi nekaj odraslih, več Kamišibajkarjev. In tudi planiramo še, da se bi v gimnazijo pojavili malo, da bi začeli kakšne mlade, stran od ekranov, stran od mobitelov, stran od teh digitalnih vsebin, ampak da bi analogno zgodbe, pravljice, skratka, da bi bil svet za en kanček lepši svet, kot je. Mladi so danes blesteli, so imeli svojih 5 minut, imeli so priložnost pokazati, kaj znajo in to se nam zdi zelo pomembno, da se naučijo, da spoznajo zgodbe, da jih znajo pripovedovati drugim in mislim, da nas zgodbe, da nam vse prav pridejo v teh res težkih časih. Kamišibaj, Oton Župančič, žabe. Rega, 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 vedno hujša je zadrega, sonce že do dna nam sega. Joj mene, kaj bo iz tega? Kum, kum, lepo gum.
slišal sem od juga šum. Kvak, kvak, glej oblakov sivih vlak, vedro vode nosi vsak, kmalu bo polno vsega mlad. Rega, 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 Bog nas reši vsega zlega. Kum, kum, lepo bum, kvak, kvak, glej oblak, konec. Na festivalu je bilo izvedenih kar okrog 40 Kamišibaj predstav. Ker je 10. festival, smo danes še posebej bolj bogat program pripravili, namreč zdaj že nekaj let nismo imeli večernega programa za odrasle. To je letos po dolgem času, drugače pa smo pripravili 3 dogodke, tako da dopoldan smo imeli sobotno matinejo, na kateri je nastopilo 26 Kamišibajkarjev. Sedaj sledi popoldanski del, na katerem se bodo predstavili mladi Kamišibajkarji in pa odrasli Kamišibajkarji iz različnih koncev Slovenije. Breda pa Darko delata in nekje se to pozna. Kamišibaj je prekrasno, pravzaprav umetniško doživetje lahko. Kamišibaj je seveda imeniten izziv za ustvarjanje in pa lep didaktičen pripomoček. Tako da mislim, da smo danes videli ta prvi 2 varianti tega v veliki meri. Mislim, da je Kamišibajski festival v Črnomlju ena lepa pravzaprav pahlača vsega, kar se dogaja. Od teh prvih korakov do seveda teh šolarjev, ki so že majčkeno bolj izkušeni, do odraslih, ki šele začenjajo, in do teh starih mačkov, ki so res že izkušeni, ki predstavljajo pravzaprav establishment slovenskega Kamišibaja, plus tuji gostje. A se da več v enem dnevu? Del jubilejnega festivala sta bila tudi gosta iz hrvaške prestolnice. Od osnutka svog gledamo prema Sloveniji, gledamo prema našim prijateljima baš tu u Beloj krajini, što oni sve rade i pokušavamo to pa realno kopirati u Hrvatskoj, jer smatramo da je Kamišibaj u Sloveniji na jednom jako zavidnom nivou na kojem bismo i mi htjeli biti. Pa on je sad u povojima, on se razvija, kažem, zahvaljujući i ovim međunarodnim događajima, puno učimo od kolega u Sloveniji i mi to onda sve nosimo natrag u Hrvatsku i tamo svojim prijateljima, Kamišibajarima predstavljamo, tako da se jako dobro razvijaju u Hrvatskoj. Srečko kosove burja, burja trese našo hruško, vije njene veje. Ah, lepo je biti burja, veje in se smeje. Veje, vije, lomi, lomi in se ne opeha. Ali slabo, slabo biti, slamnata je streha. Burja strehe vse podere, polja vsa prebega. Če pa jaz le stol prevrnem, se že očka krega. Konec. Pred kratkim je po naši celotni državi odmevala pesem iz srca. Neformalni praznik Vseslovensko petje srci vsako leto na god svetega Jurija poveže vse generacije pevcev in neguje slovensko kulturo ter jezik. Peli so tudi v Semiču. Zaradi muhastega vremena so se pevke in pevci preselili v suhe prostore tamkajšnjega kulturnega centra. Kot naslov Vseslovensko petje srci, resnično so tukaj pela srca z ljudsko pesmijo. Danes je sodelovalo 6 zborov, in sicer iz osnovne šole Semič 2, otroški in mladinski, iz podružnične šole Štreklevec, vrtec Sonček in 2 starejša, Semiški klobukarji in pevski zbor Društva upokojencev Semič. Tako da je dvorano zapolnilo kar 150 različnih pevcev in pevk, različnih generacij, na kar smo zelo, zelo ponosni.
pravijo, da kdor poje, ne misli slabo in mislim, da smo danes to dokazali. Da so peli od najmlajših, potem osnovnošolci do najstarejših, se pravi tudi upokojencev, tudi klobukarjev in to smo vsi, ki sestavljamo našo občino na nek način v grobem. Tako da jaz pozdravljam ta dogodek, ker lepo je, če se spodbuja petje. Navdušili so prav vsi, predvsem starejši pa se zavedajo pomena pete besede. Zame je petje ljubezen in življenje. Pa če si brez petja in glasbe ne predstavljam vsak dan, ne predstavljam si življenja, zame je tudi to način komunikacije, izražanja, pač brez petja si ne predstavljam življenja. Stoji mi lipica, lipica zelena, didr majka dralala, lipica zelena. Pod njo stojijo 100 litri, nobeden noge nima, didr majka dralala, nobeden noge nima. S svojimi pevci iz mladinskega pevskega zbora osnovne šole Semič smo pripravili 2 ljudski skladbi, eno belokrajinsko in eno prekmursko. In punce in en fant so odlično nastopali in sem zelo ponosna. Celo življenje sem rad pel, to mi je prirojeno. Rad pojem in rad sem zraven, naj povem še to, da sem najstarejši trenutno med tem naši klobukarji, ampak vidim, da me tudi spoštujejo, pa ne zato, ker sem najstarejši, ampak ker rad pojem. Drugo leto bomo imeli februarja 20 let od prvega nastopa. Vzeli smo pa tam cirka čez 50 pesmi, glavnem ljudsko petje. Zelo radi pojemo, predvsem je, da se družimo. Za zaključek so vsi udeleženci, vključno s semiško županjo, zapeli Kekčevo pesem. Od nekdaj rada pojem, rada plešem in ta Kekčeva pesem me je vrnila v čase, ko sem jo tudi kot otrok popevala, vedno doma, tudi tako, ko me niso drugi poslušali ali slišali, ali sem menila, da me ne slišijo, ampak sem uživala v njej, tako da je tudi danes nekako zaokrožila ta dan. Tako, končan je še en belokranjski obzornik. Če pa se slučajno sprašujete, vinska Vigred bo. In v naslednjem obzorniku tudi reportaža o dogajanju na največjem slovenskem vinskem festivalu. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!